Lep pozdrav, srčen pozdrav z moje strani. Za tiste, ki me še ne poznate, sem Nike Kobal. Sicer se ukvarjam z jogo, meditacijo, s podpornimi skupinami, kraniosakralno terapijo, ampak zdaj že drugo leto prirejam to čudovito serijo pogovorov skozi zgodbe v srce, ki me navdušuje ravno zaradi tega, ker lahko s tako različnimi sopotniki in sopotnicami spregovorimo o življenju, o skrivnostih življenja, o odprtosti življenja, se navdihnemo, ustvarimo prostor, kjer prizemljujemo skupne vrednote. In tudi danes je z mano ena čudovita oseba, ženska, Suzana Grau, umetnica, podpornica ženskega in žensk, menstrualna vodnica, voditeljica Rdečih šatorov, Slovenija in še marsikaj drugega. Saj verjamem, da bomo tokom pogovora lahko še do česa prišli, da ne bomo zdaj predolgi in res se ti najlepše zahvaljujem za to, kar si prišla in tudi vse, kar se je že zdajle med nama stkalo. Tako se mi zdi, da so se nekako nekje v to gnezdece skupaj nekako ustalili in verjamem, da bomo imeli bolj lep in zanimiv in čaroben in divji pogovor. Da bova nekaj skuhali v tem kotliču. Tako, ja. Tako da res hvala. Ja, oleja. Bi pa rada naredila v bistvu samo eno krajšo prakso, tako smo nekako navajeni, da vsak pogovor odpremo z eno prakso, da pridemo bolj v telesa. A ne, saj prej sem ti zaupala, tudi sama imam vedno nekje ene metuljčke in zelo rada naredim ta neutral space for myself as well. Ja, tako. Tako da lahko zapremo oči, lahko gledate, lahko stojite, ležite, kjerkoli ste. Bistveno je samo to, da vso pozornost preselimo zdaj globek v svoje telo, začutimo, kaj je aktivirano, kaj je živo in si kar dovoliš napolniti z enim vdihom in izdihom telo. Spustiti mogoče tisto, kar je zdaj ta trenutek čisto odveč in jemlje prostor za to, kar bo med nama s Suzano spregovorjeno. Pa je dobro, da pristane v plodnem srcu. In da se srečamo predvsem ne samo s težo, ki jo čutimo, ampak tudi s to radostjo bivanja, ki je tudi v nas. Da če smo si že vzeli ta čas, ta posvečen čas za poslušanje in midve s Suzano za to skupno soustvarjanje, ne? Da naj nam bo dobro. Naj bo plodno, naj se razcveti, konec koncev je tudi že pomlad. In si samo dovoliš še 3 globe vdihe in izdihe skozi celo telo. Res napolniš celo telo. Stvaraš si prostor in z izdihom zmehčaš izkušnjo sebe. Zmehčaš izkušnjo sebe. V svojem času lahko odpreš oči, če si imel zaprte, oziroma imela zaprte. In se vrnemo v ta naš tempelj. Tempelj, kjer naslavljamo semen tkosti in tako čutim, in zato sem tudi nekako odprla ta prostor za res take temeljne vrednote. Ja. A ne, da je drugače. Gremo na zmenk s seboj. Ja. Vidim, da so imele sicer že prejšnjo serijo namen biti skupaj. Namen
sem jaz začutila v enem tvojem zapisu, ko si govorila o moči človeka, o njegovi svetlobi in saj vem, da ti bolj nagovarja ženske, ampak to ni nič izuzeto. Tudi pri moških se mi zdi tako, ta svetloba, ki je v nas in ta strah, ki nas omejuje, da bi jo zaživeli, da bi se odprli življenju, da bi se razcvetili. Mogoče ni več živo, ampak jaz sem si zaželela res s tabo o tem spregovoriti, ker imaš vedno take... Vem, za kater zapis gre. Gre za pesem Marianne Williamson. Dovoli si biti, kdor si. In tukaj ne gre samo za svetlobo. Gre za ta del, da si dovolimo biti, kdor smo. In da ne skrivamo sebe, da se ne manjšamo, da si dovolimo biti, kdor smo. Dostikrat imamo ta del, kdo sem pa jaz, da bi bila čudovita, da bi bila krasna, da bi bila živa, da bi bila glasna, da bi bila radostna, da bi bila. Kdo pa sem jaz, In Marianne reče, kdo pa si ti, da ne bi bila? Kdo pa si ti, da ne bi bila? Si otrok Boga, boginje, si otrok izvora. Trenutku, ko se osvobodimo tega strahu biti, kdor smo, s tem navdihnemo druge. In mene ta del me zelo nagovarja. Ta del zelo slišim, ker vem, da smo prvič živimo v družbi, ki nam krajša in utiša peruti in utiša glas. In zdaj bom govorila kar predvsem za ženske. Ja, jaz mislim, da je najboljše. Čeprav sem prepričana, da bo tudi kakšen mladenič se tukaj pridružil, ampak bom nagovarjala ženske, zaradi tega, ker moja pot je povezana z mojo žensko potjo, z mojim iskanjem glasu nazaj, z mojim terjanjem telesa nazaj, z mojim terjanjem zaupati sebi, kdor jaz sem. In skozi svojo izkušnjo najbolj slišim, kaj sem jaz kot ženska prehodila in kaj mi kot ženske prehodimo. Ker to, kar sem jaz doživela, ni tako zdaj neki, samo moja zgodba. Ne. To so v bistvu večinoma arhetipske zgodbe, ki jih vse ženske izkušamo. Ja, strinjam. To je res, v bistvu, da zato so tako podporni ti prostori ženski, zato ker ko jaz pridem ven s svojim prostorom, s svojimi čustvi, se mi zdi, da toliko lažje se potem ta v bistvu izmenjava zgodi, da se vse začutimo v tej isti točki, recimo, v točki, ne vem, če govorimo o bolečini, žalosti, kjerkoli, tudi v radosti. Tudi v radosti sej. Ti mene recimo vedno vzbudiš, kadarkoli te vidim, me zagrabijo, če že hočem biti limona ali pa karkoli, gremo svičen. Se ne, da bi pač se želeli nagniti na eno ali pa na drugo stran samo zaradi neke ideje, ampak je tudi to del nas, ta radost. Vedeti. To je to, ta radost, ta svetloba, jaz vedno rečem tako, da se srečamo s tušico, sučki s tem, z iskrico. Tako, tako da zdaj imamo to našo krovno temo je v bistvu nazaj k preprostosti. Jaz sicer, glede na to, da sem te želela v prvi seriji, nisem hotela v bistvu spustiti na enega pogovora, ker me navdušuje in v bistvu vidim veliko stvari, ki jih ti počneš, da gremo kot družba, kot ženske nazaj k preprostosti oziroma nazaj k bolj pravinskemu. A lahko mogoče malo to nagovoriva, recimo, kaj se ti zdi... Recimo, če že samo cikel ženske pogledava. Se mi zdi tako pomembno, da se zdaj v teh časih na nek način vračamo v to
kar smo že vedeli, oziroma kar živimo, pa smo v bistvu pozabili, spominjamo se in tudi začenjamo živeti spet ženske vedno bolj, te svoje. Ali pa samo jaz živim v takih krogih, malo me lahko tudi razširiš, če sem mogoče omejena v svojem gledišču, ampak kako se ti zdi zdaj v tem času, ta prehod spet nazaj v žensko moč, v spoznavanje maternice, v ustvarjanje, v manifestacijo, v živeti po ženskem principu, čeprav ženski energiji, in kje jo vidiš v svetu, kje jo vidiš v ženskah. Preširok. Preširok bom pozožila. V bistvu tako. Najprej. To, kjer medve danes sediva in o čemer se medve lahko pogovarjava, je zraslo na temeljih naših mater, naših babic, naših prababic, žensk, ki so prve začutile in rekle, čas je, da se osvobodimo patriarhalnih okov. Brez teh babic, brez teh žensk, medve danes ne bi mogle takole svobodno sedeti, oblečene, kakor hočeva biti, namazane, kakor hočeva biti, se smejati, kakor se hočeva, izrekati besede, kakršne želiva, pet, etc. In se sploh pogovarjati o ženski moči. Seveda. In del sveta še vedno, je v teh okoljih. Absolutno. In v bistvu tudi, ko rečeš, del sveta, ko pogledamo del sveta, lahko vidimo, kaj smo prehodili. In da ni samoumevno. Ne. Ja. Ni samoumevno in s to hvaležnostjo si odpirati ta prostor, da potem zdaj začenjamo nazaj raziskovati v bistvu te prvobitne občutke, kaj je biti v ženski cikličnosti in vse, ker tudi to pač recimo, 2 generaciji nazaj, jaz se ne spomnim, da bi kdo potem sploh spregovarjal. Sploh na tak način. Na tak način, kjer v bistvu ti svojo energijo res manifestiraš, ustvarjaš, spuščaš. Torej, jaz zdaj, 13. leto je, kar vodim ženske kroge in vodim obredne kroge in sijem z lučko na menstrualni cikel in na darove, ki jih imamo znotraj njega. Ta stavek mi zadnji teden tako zelo močno zveni. In ta je, da samo zaradi tega, ker ženske imamo menstrualni cikel, še ne pomeni, da smo inicirane v svojo moč. In tukaj, v tem delu, je še del. Je še kar velik dela. Ampak če pa pogledam, zadnjih 13 let, pa te prve pogovore, ki sem jih jaz tkala z ženskami, pa ki sem začela z lučko svetiti na menstrualni cikel, predvsem na kri v prvem obdobju, ker me je to zelo fasciniralo, moč naše krvi, krvavenja in tega, kakšno globoko povezanost s seboj imamo v času krvavitve, kakšne močne vizije lahko dostopamo do njih, kako imamo povezanost z onostranstvom, s predniki v tem času in kako lahko svojo maternico in sebe ščistimo v tem obdobju. Marsičesa, da ne bo prehiter globok šle, preglobok. Absolutno se moramo ogreti. Ja, pa korak bomo natkali tole tkanino. Ampak mene je v tem obdobju res ta del me tako fasciniral.
In ko sem recimo dala v ospredje ta del, pa da je to še vedno tabu, sem slišala, torej 13 let nazaj, vse to ni nič takega, pač krvavimo, nobenega tabuja, se že vsem pogovarjamo in tako. In takrat sem zelo hitro videla, samo malce se rabim potegniti nazaj, biti tiho. Da ni prehitro, ne? Ne, počakaj. Ne, zaradi tega. Malo se umakati nazaj, prisluhniti. Torej, tabu, kakšen tabu, vse ga ni več, se že vsem menimo. Umakniti se nazaj, prisluhniti, počakati. In potem, veš, ko sem jaz dobila mojo menstruacijo, je bilo takole, pa takole, pa takole. Pa to se je zgodilo, pa tak občutek nosim v sebi. In skozi te zgodbe o prvi krvi in o tem, kakšna je bila naša prva krvavitev in kakšen odnos imamo do krvavitve danes, se pokaže, kakšen odnos imamo do sebe kot do ženske. In da pač jemljamo, kaj pa je tukaj tacka? Pač krvavi, whatever. Še vsaka je rodila, še vsaka je krvavela. Exactly, sem jih hotla, še vsaka je rodila. Ampak kako? Kako? In ne moramo se pogovarjati o svoji moči, če nimamo odnosa do tega. Če nimamo odnosa do tega. Ker je... Ne moramo en del sebe kar zradirati, oziroma ga nekam potlačati. 400 do 500 menstruacij imamo. Torej 400 do 500 krat vadimo odnos do sebe. Wow. 400 do 500 krat imamo priliko iti v menstrualni počitek, se povezati globoko s seboj, z resnico tega, v kogar se rojevam sedaj. Ali pa ne. Povezati se s tem, kar je, spustiti iz maternice sranje, spustiti iz srca sranje. Res se spet naštelati, tale žival sem jaz, tale ljubezen sem jaz, tale ženska sem jaz, tole sem jaz, okej. Kaj sem zajebala ta mesec v odnosu do sebe, v odnosu do sveta, v odnosu do svojih sanj. Kje sem bila, da se ovrednotam, da vidim. Ampak če se ne bom ustavila, se to ne zgodi. In ko sem prej omenila, pač majčkeno tale družbeni aspekt. Družba ni narejena, ne bo rekla, Nike, povej mi, kdaj imaš, na koliko dni imaš, povej mi, na koliko dni imaš, dopusti takrat, ustav se, pet na menstrualni počitek. Oziroma ne še. Jaz verjamem, da enkrat v družbo bo tudi to integrirala. Tako kot sem rekla, gledamo naše prednice, kje so bile in kaj so prehodile, kaj smo prehodile in kje smo zdaj mi. Recimo 13 let, noben ni zares govoril tako v ciklu. Danes govorimo o krvi, pa če res ni pod narekovaji problem govoriti o tem. Vedno več ženskih krogov je, vedno več tega je. Torej, eno raven nečesa smo osvojili kot družba. There is more to investigate. Pot je pred nami. Ta korak je storjen, ampak ta korak je samo korak, jih je pa še tisoče in tisoče. Jaz vedno vidim. Veš, vsaka od nas, če poveževa s to pesmijo od Marian, mogoče jo bova dale pol kot resurse. Prav. Če povežem s tem delom, vsaka od nas, ki se osvobodi, ki prisluhne sebi, kdo je, ki naredi korake, ki jih ima za narediti, v skladu s tem, kdo ona je. To ne pomeni, da moramo vse delovati v svetu, da moramo vse biti na barikadah, da moramo vse akcija in osvobajati svet in ne vem kaj. Razumem. Mogoče preklinjala, vas zdaj upozorim, če imate male otroke, dajte si slušalke gor. To ne pomeni delovati v skladu s tem, kdor mi smo.
kakšen sok življenja teče skozi nas, a je nežen, a je strasten, a je živ, ali je mehkejši, a ne? In tudi področje delovanja ima vsaka od nas, kjer lahko najbolj to, kdor mi smo, zasije. A ne? In to je tisto, kar jaz rečem, je moč zasledovati, biti v skladu s sabo. S to boginjo, živaljo, zverjo, ki si. A ne? Pač s tem, kar teče skozi tebe. To je tisto. In če tako rečem, če tako gledava skozi v prihodnost, a ne? Če je zdaj, ne vem, 100 žensk, ki deluje tako, pa potem jih je 1000, pa potem jih je 10 000, pa potem, a ne? Ja. Torej, naredi svoj del. Naredi svoj del. Naredi svoje delo. Naredi svoje delo. Pol, to, da sebe osvobodiš, bo naredil v bistvu, ripple efekt. Jaz tudi tako čutim, v bistvu, vsak, ko se uspe na nekih ravnih pozdraviti, integrirati, a ne, pač za vse deluje. In gre naprej. Ne glede na to, ali imaš otroka ali ne, si tukaj, vsi to sistem. A ne, in kogarkoli srečaš, je v bistvu, ga lahko razsvetliš. Že samo zaradi tega, ker si. Tako na ta način. To tudi jaz ful močno čutam. In tudi v svojem življenju to močno čutam. Ko, recimo, jaz bolj iz družinskega vidika, ne, ko imam te hčerkice, ki jih lahko spremljam, a ne, ko se jaz uravnam, ko se jaz najdem, ko sem jaz, a ne, seveda si dopuščam tudi, da nisem, ampak ko sem, vem, kaj se zgodi z njima. To je. Ja, vidiš direkten ta efekt. Ja, ta efekt direktno se nekako v njima zmehča se njuna izkušnja, a ne ob meni. Tako. Drugače se pa ful išče. In jaz verjamem, da tako v vseh, a ne, tudi med ženskami, a ne, če je ženska lahko avtentična, pristna, a ne, potem ima dovolj širokega prostora za to, da je lahko tudi druga. Taka, a ne. In daje možnost. Mogoče v drugi situaciji takšna ženska, ki ne more priti ven, ne bi imela niti te možnosti. Boš nekaj? Ja, je res. Je res, se strinjam, absolutno je ta del, ampak to je svetli del tega. A ne? Ko ženska prevzame odgovornost zase in vidi nekoga, ki dela korake, ki jih ona še ne, se lahko navdihne, ne? In reče, pišuka, poldi, kaj pa če bi še jaz malo razširila svoj domet tega, kdor jaz sem. A ne? To je svetla stran. Senčna stran je. Hej, poglej ti to bič, kaj dela. Glej, koliko je glasna, glej, koliko je tiha, glej, koliko je taka, glej, koliko je taka. To je res. A ne? Ljubosumje, zavist, upravljanje so del te kolektivne zgodbe, ki jo tudi transformiramo. Tako da jaz vedno pri tem delu pač res mene osebno, kako sem jaz grajena, me zanima, ko pridem do točke, ko se navdušim nad drugo žensko, rečem, wow, koliko je huda, rečem, ok, super. A si samo navdušena nad njo, ali te tudi spodbuja, da kje ti zrasteš? Pika. In ko pridem do točke, nekaj mi ne diši, nekaj mi ni ok, nekaj bi mogoče opravljala, mogoče kaj grdega pomislila, mogoče bila ljubosumna, mogoče zavistna, bla, 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 down the road. Tako, ok, a si kje jaz nekaj ne upam biti? In to, če kaj bi res nas spodbudila vse k temu, opazuj svoje ljubosumje, opazuj svojo zavist, opazuj svoje sranje, v odnosu do žensk. Predvsem do žensk, zaradi tega, ker direktni refleks v sebe, ne? Ti bom rekla, nekaj si rekla danes, ko sem prišla, imaš svojo rdečo obleko, obrednost, nekaj, Sem si res želela, da prideš v njej, veš? Ja, to je moja Magdalena, moja Magdalena. In ti povem, pred leti, ko sem jo kupila, res sem dolg časa iskala, da bi najdla obleko, ki je v skladu s tem, kako teče luč čez mene. In da jaz,
ko sem v tej obleki, pač jaz stopam v ospredje, taka kot sem, z vsem, ne, robovi, nežnostjo, bla, 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 bla. Ja. In moj največji strah je bil, kako bodo ženske v krogu, mojem krogu, reagirale, ko se bom jaz oblekla in vedela, da sijem v tej obleki. Vem, o čem govoriš, ja. In je to spet prevzemanje odgovornosti z moje strani. Absolutno. Je, ali bomo utišali, ali bom jaz utišala sebe, se pomanjšala zaradi tega, da bom, jaz sem tudi plašna, ker sem, tudi to sem, nisem sem ta, I can do it all bullshit, nisem, imam vse ti, ampak a lahko tudi pridem pa rečem, tole sem jaz. In ko vodim kroge, pa tudi ženske vedno spodbudim. Obleci se tako, da si všeč, da si usodna, pa da si udobna. Ja, tako, da si. Ne obleči maturantsko obleko ali pa poročno obleko, v kateri potem samo I'm so beautiful, take a photo of me. Ja, to, kar lahko potem v bistvu živiš, da gre energija. Ja, da se lahko premakneš. Da je gibanje noter, ker včasih se čist, teleščke se čist skrčijo in potem lahko, tako kot si rekla, lahko super zgledaš in vse, ampak je. In rabimo si dati dovoljenje. Tudi to sem videla, recimo, ko ženske pridejo na krogih, ker dobijo to spodbudo. Tudi to spet ti spodbudiš. Ko si ti nekaj upaš, pa je to navzven zgleda, kot se to ni nič tacga, pa fucking je. Te mali koraki, kje znotraj se, kje mi to svojo identiteto sebe, kako lahko sem širimo. Kje si upamo biti malo bolj pogumne, kaj smo bile prejšnji čas. In potem vidim, kako je, ko ženske prinesejo obleke, ki jih imajo doma v omari, pa tako, ful si jo želim obleči, nimam jo nikjer obleči, ampak zdaj jo pa končno lahko oblečem, da sem vsa usodna in da sem si ful všeč in tri pikice. Da smo v svoji obleki moči. Takole jaz sem, takole jaz sijem, takale žval sem, takale boginja sem. Ja, to si ful lepo povedala, In veš, kaj mi ful mi je dobro, da si to zavist in ljubosumje naslovila, ker tle se mi zdi, da nimamo nikoli dovolj zdravljenja. Ker tudi, če sem že prišla do sem, da sem samo opazovalka tega, je še vsem treba iti čez to. In v bistvu, ker da pridemo do točke, da sploh začnemo opazovati to, da se to v nas dogaja, je že en super korak. Pa je treba iti pa še naprej. In jaz to vidim tako, veš kaj, kot en strah pred izdajo. Lahko tudi, Recimo, ona je takšna, pač izdala me bo v tem smislu, da bom jaz manj od nje. Oziroma tudi, ko se v meni to zgodi, podoben čutim. Kada bi strah odprt se, povezati se, sploh na tej srčni ravni, žensko s to. In je ful je tega, ampak po drugi strani pa, tako kot sva rekla prej, ko začnemo opazovati te mehanizme znotraj, potem ustvarjamo vedno več in več prostora tudi za to, da se to celi. Zato ful cenim, moram prav zdaj nekaj povedati. Torej, preden sem prišla, sem se z vami pač nekako sem rekla, da mi je vedno hecen, vedno pridem vso te pogovori, imam neke punčke moje pridejo v neki strahovi, a sem preveč namazana, a sem preveč oblečena, to, kar si ti razlagala. Vse to, čeprav takrat, ko se dam, rečem, evo, to je to, to je to, here I am. Ampak pa ne samo to, tudi odvisno s kom, kdo pride, pa koliko sem z njim intimno že povezana, koliko sem z njim že delala. Vse te stvari prihajajo na plan in so v telesu in čutiš. In v bistvu to samo opazovanje, da se objamaš z vsem tem,
kar vznika in vznikajo lahko, kako si prej rekla, a ne. Ja, lahko vznikajo tudi te občutki, jaz bom rekla predvsem manj vrednosti, ker zavest, zares, V bistvu je ta del, ali sem dovolj. ali sem dovolj. tako Ali je. sem dovolj. To je pač žval, s katero operiramo. To je to, A ne? ja. To je Ja. žval, s katero operiramo. In iz tega prihaja vzvišenost, iz tega prihaja zavist, ljubosumje, se mi zdi tako, to je en tak generalna naša rana, a ne, iz katere pol fulenih drugih ran, a ne, lahko čutimo, a ne. Ja, a sem dovolj? Ali sem dovolj. A imam sploh prostor? Ja, A ne? To je tako. ja, ja. A lahko imam svoj prostor? Ja. In tukaj je za dodati tudi to, da ne rabimo biti v vseh ženskih krogih, ki obstajajo, in v odnosu z vsemi ženskami, ki obstajajo. A ne? Ali se počutim, torej, ali mi je v navdih ženska, pa me zanima, kdo ona je, tudi če je še ne poznam, pa me zanima, kdo ona je, pa jo želim spoznati, se želim razvijati ta odnos. Ali je fajn delaš, super je, spoštujem tvoje delo, ok, ampak v bistvu ne želim imeti interakcije s teboj. Ne rabimo biti všečne vsem. Ja. To ni fucking sestrstvo. Ne, ne, Ne? ne, Pač ne. ne. A ne? Mislim, tri saj pikice. to je tudi, ja, 3 pikice in še jaz bom nadaljevala. Daj, dodaj. To je tudi ta maturity, da se ti postaviš. Ker ko se postaviš, veš, da To je ta vzeti prostor, To je to, kjer kjer bomo lahko razvijali svoj prostor, kjer bomo lahko rasle v to drevo, kjer sem jaz. Ja. A ne? In je tudi pol ta odgovornost. Če vidim, da v določenem prostoru pač ne morem razvijati sebe, hej, it's okay. saj Ja, cool. dokler ni bypass, ker lahko je tudi. Ja. Ne da bežim, ne, vedno od neodobja, ker neodobje me tudi pripelje do nečesa, Ja. ampak ja, vem, kaj misliš. Ja, ni treba povsod. Ja, ni treba In povsod. to je za vse odnose v bistvu velja. Za Tako, vse. če pomisliš, Dej. če za vse, ja, recimo za tudi, če gledaš partnerski odnos ali kakorkoli, jaz mislim, da je bistvo partnerskega odnosa. Pustimo zdaj vse te, kako bom rekla, kalupe, v katere mi dajemo partnerstvo, ampak jaz ga vidim tako. Mi dva sva lahko skupaj do trenutka, ko se lahko razvijava, ko lahko drug za drugega drživa prostor in da sva lahko v tem okviru, dušnem okviru, svobodna. A ne? In v bistvu tako je na nek način, a zdaj je odnos treba prekiniti, ko se to več ne dogaja, ali ostati iz navade skupaj celo življenje. Ja. Ne. In isto je z ženskami, Ja. in s krogi, in s skupinami ljudi, Ja. in z vsema. Ne. In z ena na ena, isto. Ja. Ja. Recimo, tokom življenja bi te vprašala, si imela občutek, da si velikokrat bila soočena z zavistjo drugih žensk, z izdajalstvom, recimo pa tako, pa da si hkrati, ko si to doživljala, če si, Ja. svojo rast vedno nekako našla nazaj. A veš, tako da je vsaka ta tvoja izkušnja globje, da si se globje zasidrala v to, da želiš iti preko te matrice, v bistvu zavisti, ljubosumja, da si jo pripravljena vsak dan znova zdraviti. Zdaj sem ti tukaj vprašanje zastavila. Ampak v esenci gre pač kot, slišim. Veš kaj, ne, v bistvu nimam veliko izkušenj izdajstva in metanja polen pod noge. So bila in zagotovo sem tudi jaz prizadela ženske. Absolutno. A ne, tako pač, se smo eno z drugim. 3 pikice. Ja. Ampak recimo en del tukaj, ki ga jaz vidim v smislu rasti, je, vem,
ki je absolutno bila moja odgovornost, da se je to zgodilo. A ne? Da sem recimo dala prostore ženskam in prehitela njihovo rast. A ne? Recimo, bom kar konkretna, recimo, da sem sodelovala z ženskami, ki bi morale biti moje učenke, ne pa moje enakopravne sopotnice. Okay. A ne? Ker jaz v bistvu vidim potencial, vidim, kaj lahko je. In je tako, vsi smo, v krogu smo, enakovredne smo. A ne? Ja, vem, kaj misliš. Ampak je pot, ki jo rabimo prehoditi. A ne? Rabimo prehoditi, recimo ti delaš stvari in si že našvicala svoje stvari in veš ABC stvari in jaz sem isto prešvicala ene stvari in medve se lahko pogovarjava. Ženska, ki je včeraj izvedela za ženski krog in je danes naredila certifikat, se bo drugače usedla v ta krog, kakor medve. Ja. A ne? Ona je najno pišče, ki ga morava zalivati in absolutno bo zrasla. A ne? In tukaj recimo sem... To je lepo, da si rekla, absolutno bo zrasla. Ja. Jaz sem recimo videla pri sebi, da sem želela, da je pišče že kokoš. Ja. A ne? In potem so se zgodile zgodbe. Ja. Tako, ta del. Si pridelala izkušnje, ki si jih mogla? Ja, nekaj let nisem hotela sploh sodelovati, nekaj nauči se, Suzi, kaj ven iz tega, pičku mater. Ker se je ponavljala na eno obdobje. Ja, seveda. Dokler mi ni tako obkapano. Zdaj sem en tako dober kvot prebrala, veš, kaj je govoril, da kakorkoli hoče cela duhovnost prikazati healing way, ampak healing ways, bomo v slovenščini. Ja, dej. Torej, pot zdravljenja je v bistvu približen tako, kakor da 100-krat eno in isto stvar ponoviš na novo. Verjetno na globi ravni, pa tako, ampak na koncu vseh koncev imamo kot dušice, se mi zdi, da par teh naših lupov, naših stičnih točk, ki jih v bistvu celo življenje pol drmamo in gremo vedno globi in globi in globi in globi in globi. Ampak da se bo proces končal, pa ne vem, če je glih. Ja. Oziroma, nekje pri enih stvarih se. Ja, se strinjam. Dodala bom še nekaj v to čorbico. Zanimivo, kaj kuhava danes. Te rane naše, so zelo veliko odslikane v tem, kaj je naša zgodba z mamo. Ja. Ker v bistvu sestrska rana je materinska rana. Ni sestrske rane, samo materinska je, kar se mene tiče. Exact. Temu naš paket, ki ga imamo z mami, se bo pač najpogosteje, ali ne vem kako ta stavek, preslikal v to, kaj se zgodi med menoj in drugimi ženskami, drugo žensko. In tukaj je 3 pikice. To je en del. Pa 3 pikice še. 3 pikice, vse tako, kot si prej rekla, in delaš svoj del. In to je to. Kaj pa imaš drugega, kakor to, da si recimo... Kakor da se workshopiraš. Tisto, kar je živo, kar se v tebi aktivira in vse to je zagledati, se nič drugega ni zagledati. In če delaš tako prisotno s tem, potem itak veš, kaj imaš za delati. V vsakem trenutku, se mi zdi. Jaz sem kar malo ponotranila tole, ker si naslavljala sestrsko rano, žensko rano. V bistvu je za vse te stvari, ki se nam dogajajo, vprašanje, a se hočem kaj iz tega naučiti ali ne. A se hočem jaz kaj naučiti? Jaz. Kaj se rabim naučiti zdaj? Iz te in te izkušnje, ki jo imam, z ABCD. A se hočem kaj naučiti ali ne? Ali bom, ona je pa taka, on je pa tak, oni so taki pa taki. Preusmerjanje pozornosti. 3 pikice v tej smeri. To je pač res ta del. Hej, Su, kaj je to za ena žival, ki jo izkušaš? Kaj se dogaja?
kaj se Ful mi je učiš. zanimivo, kar rečeš žival. Ja, zdaj imam ful to aktualno. Res tako. Ker jaz tebe res tako divjo čutim, Ja. gnjevito, Ja. polno življenja in vsega, kar je tle. a ne. Ja. Tako da ja, ful mi je dobro, da rečeš. Da, žival. Žival. Ej, Daj. kako pa te bom jaz te veliko poslušam govoriti o ženskah in o ženskem in tako, ampak Ja. kako pa ti gledaš na moško, ne mislim samo na moške kot ljudi, ampak Ja. tako, na ta na moško energijo. Okay. In kaj zate predstavlja to recimo v življenju? A imaš ogromen tudi tega kroga okrog sebe, ali ne? Ali tako, to me je malo zanimalo, zato ker ful velikokrat si lahko predstavljam, tako delam z ženskami in potem jaz sem pač v ženskih krogih in to je to, a ne? Tako. Še malo vprašanja. Ja. Razvij. To sem te hotela vprašati, v bistvu, kako dojemaš moško, mogoče znotraj sebe, ta moška energija, moška esenca, a ne? In ko si v svetu, v zunanjem svetu, kaj zate predstavljajo moški? Moški zame predstavljajo sočnost. Ok, užitek. Ne samo to. Ne. Ja. Sočnost, ki se znotraj mene zgodi, prelivanje energij, ki se znotraj mene zgodi, ki se zgodi samo v odnosu z moškim. Če bi šla recimo v državo, kjer bi bile same ženske, bi umrla. Ne, super bi se imela, zdaj bi naredila revolucijo, ki bi jo potem raztrosle po celem svetu. A ne? Ampak pač ne, moški so fajn, juicy so, zabavni so, 3 pikice so, ne vem, lih sem imela rojstni dan pred parimi dnevi in sem pač sklenila, dan sem imela z ženskami in potem sem bila že na poti domov in sem se peljala tamle mimo Guinnessa in zaslišala eno irsko, jaz sem rojena na St. Patricka, torej Irska pa Škotska praznuje moj rojstni dan. Wow! Hudo. Pač to se vedno hecam. Ja, itak je. In vedno imam tako željo, da bi enkrat bila pa ali na Irskem ali pa na Škotskem, na St. Patricka, torej na svoj rojstni dan. Zato, da vidim, kako je, če cela država Zate praznuje cela država, kako se dejansko počutiš. Ja, da vidim, kako, ne, 3 pikice. Ja. No, in pač se zapeljem mimo Guinnessa in je ravno pač neka pesem irska bila, hitro parkiram kolo, hello, pridem, živijo, imam rojstni dan, en gin tonic. Kaj? Gin tonic. In sem začela plesati in se dogajati in je bilo pač veliko ljudi, ki so prišli žurati na ta dan, seveda. Ja. In je bilo super flirtati. A veš, to energijo, to energijo z vsemi temi mladeniči in sočnimi moškimi, ki so bili noter, pač Ja. uživati v tem. Ja, Ne, tudi, ne, uživati, znati tudi v tem. uživati v tem, kako teče energija v odnosu pač z nasprotnim spolom, ne z Ja. moškimi. Ja. To, ker je drugače. Drugače, ja. Kaj medve nadkeva, kaj mi ženske nadkemo. Ja, Jaz predvsem tudi to tako. vidim, da je tako lepo, ko si lahko res pol tudi v ženski energiji. Ker velikokrat, ko smo ženske same, pa se mi zdi, lahko me tudi dopolniš, če Dej. čutiš drugače zase. Ampak Dej. recimo jaz imam tako, se mi zdi zelo močan postavljen tudi en ta moški aspekt, a ne, da lahko pridem v svet, da si držim nek prostor, da znam poskrbeti zase in vse. No, dej. Zdaj boš verjetno. Ja, dej. Tako ga jaz doživljam, Ja. enega notranjega moškega, ki Ja. potem lahko drži ta Ja. prostor za mojo žensko, ne? In se znam zgubiti v tem. Ja. V tem smislu, da tega bivanja ni veliko, da Razumem. ni mehkobe veliko, da Razumem. ni te lepote toliko velika. Ne? Razumem. Pač, skratka, lahko imam obdobje, ko se zgubim v tem. a ne. Da Razumem. ne morem to žensko, da tako, kot si prej rekla, ven, prelivati in tako naprej. Razumem. Ja. Razumem. Veš, jaz ta del. Drugače vidiš. Ne, dodam. No, dej, Ne dej, samo, dej, ne dej. drugače vidim, dodam noter. Ker je en del je ta
vidika lahko gledam nase, da so znotraj mene, je moška energija, je ženska energija, ne, da se pretakata ta dva tokova. Pika. En del je pa ta, ki ga gledam jaz skozi menstrualni cikl. In sicer čas, ko sem bolj yin, in sem bolj navznoter obrnjena in mehkejša in povezana s spiritom, in ustvarjam lepoto in mehkobo in sočutje in tako. Ja, da zelo čutim, ja. In ta del, ki jaz potujem ven. In penetriram v svet. In zdaj ženske, glede na našo strukturo, kdor mi smo, se bolj domače počutimo ali v enem polu ali v drugem polu. Kje rabimo rast? A ne? Ali sodim sebe, ko penetriram v svet? Zakaj sem tak dec? Ali sodimo sebe, zakaj si tako ženska, zakaj si tako notobrnjena, zakaj si tako mehka? Ja. V bistvu, če dam nalepke žensko, moško stran, bla, 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 če rečem samo, a sem si domača s tem, da potujem navznoter in da sem z ranljivostmi, z mehkobo, z obrnjenostjo navznoter, a sem si domača s tem in a sem si domača s tem, da kar v svojem vodnjaku naberem, kar zaslišam v spiritu, potem prenesem v svet. A plešem z obema vsebinama sebe, z obemi deli sebe. Ker samo penetrirati v svet, s čim pa penetriraš? S čim penetriraš? Sem zato, da hodiš, da si aktivna. Ali ima ta akcija nek konkreten domet, ker hoče dejansko nekaj ustvariti v svetu. Ali sem aktivna samo zaradi tega, da sem aktivna in je to odsev tega našega družbenega sranja, ki govori, da moramo skozi delovati, producirati, bla, bla, bla. Spet, ali sem se nahranila s spiritom, ali sem se povezala s seboj in potem delovala. In pa, na drugi strani je pa tudi ta del, a hodim na ta zmenek s seboj. Ja, to mi tako lepo rečeš, ja. Ja. Hodim na ta zmenek s seboj, a poslušam, kaj ta ljubika, to pa ni žival, kaj pa ta ljubika govori, kaj pa ta ljubika šepeta, ker naša duša ne kriči. Ne. Zelo mehko vstopa. Pravi prostor, ja. Ja. In ljube ženske, dokler krvavite, izkoriste ta potencial, ker je res pač fucking potencial. Tak, najboljše možno orodje imamo, da tako smo noter v stiku s seboj, v stiku z duhom, v stiku z resnico, v stiku z dušo. Res, ja. Ja, jaz to tako čutam. Wow. To si tako lepo, slikovito mi prikazala, da bom kar malo zameditirala, pol kasneje na to. Ja. Zaradi tega, kar sem slišala, je tudi pogum. Ja. Ker je v bistvu pogum biti v bistvu s seboj, z vsem. Ja. Hkrati tudi pogum prideti ven. Ja. Oboje. Ja, oboje je. Ja. Oboje je. In mi, a veš, pač nekje smo si bolj domače. Ja. Moja učiteljica Tammy Lynn Kent je rekla, da je to povezano s tem, iz katerega jajčeca prihajaš. Ali z levega ali z desnega. In glede na to je rekla, prišel bo čas, ko se bomo pogledali, ti pa sta levega. Ti pa sta desnega. A veš, pač glede na to, kaj je ta naravni make-up, ki ga imamo. Okay. In pač kaj je pa tisto, kar moramo pa razviti, zato da nimamo samo enega jajčeca, dva imamo, kar pomeni, da imamo oba za razviti. Ja. A veš, pa to, če rečem kaj za kur, zakop ali ne se skompostira, sodbo, namesto sodbe radovednost. Če je moj make-up naravni, da sem bolj navnoter obrnjena, pa da mi je lažje tam se povezovati
pa biti ful senzibilna, pa občutljiva, pa mehka. Pa sem mogoče razvila lažno persono, ki zgleda I don't give a fuck. Ratam bojevnica, ratam to in tret. Kako lahko poročim, pa dam prostor obema, nežni ljubiki sebe, pa amazonki, pa unika pogumno piči tja v svet. Ker obe dve sta jaz. In radovednost. Radovednost. Kdo je ta pupika, kdo je ta ljubika, kdo je ta žival? In kaj želi, kaj je tisto, samo sebi namen biti ali eno ali drugo brez veze. Kaj je tisto, kar se želi skozi mene zaradi tega roditi? Tale sem pa jaz. Da pridemo do točke, ko rečemo, to sem jaz, to je moje mesto v krogu. To sem jaz, takale sem, stojim za sabo. Če zdaj škripnem, kaj si želim, da na mojem pogrebu rečejo, ona je res živela sebe. Ona je res živela v skladu s tem, kdo ona je. Kar je pa včasih kar težko najdeti, če imaš toliko enih plasti za predelati, toliko enih kulturnih pogojenosti oziroma družbenih pogojenosti in vsega tega. Toliko imamo enih cot na sebi, ki jih moramo počasi v bistvu dole sebe odmetavati. In to zahteva pogum in zahteva predanost predvsem za raziskovanje. Ker ful sem tega februarja sem res tako, imela sem tako kar dosti globoko potovanje in me je ful nagovarjalo to, ko si omenjala notranjega kritika, ki je v eni meri je skozi mano. Se ne vem, je s tabo tudi. Hello Kitty. In kakšen odnos v bistvu z njim vzpostaviti, ker je tukaj bil, vedno je bil z razlogom. Prišel je zato, da se je zgodila ta zaščita in da si preživel, da si sploh sfuril to otroštvo, mladostništvo, vse izkušnje v družbi, karkoli. Ampak ko priješ do te točke, da ne želiš več, da deluje on skozi tebe v tem smislu, da ima full power. Da je tudi ta plat tebe, ki pa je v bistvu ful bolj, bom rekla, močna v tej svetlobi, v tem objemu, v tej mehkobi. In ga v bistvu objeti vsakeč znova. Ker ful velikrat se mi zdi, da tako gremo iz enega ekstrema v drugega. En ekstrem je ta, da v bistvu vse, kar boli, pa vse, kar tišči, jaz grem stran in zbežim. Potem pride eno življenjsko obdobje, ko rečem, ne, jaz ne bom več bežala od bolečine, pa od tega, kar se v meni dogaja. In je potem spet tretji trik, ker se pa zaplezaš še to, da je sam še to. Sam to raziskuješ, sam to. In pozabiš na lahkotnost bivanja, na sočnost, kot si rekla. Tako ful je pomembno oba ta iskati znotraj sebe. Pa sezone imamo. Seveda. Zima je bila zdaj. Ne mislim sem na letni čas. Dejansko tako, v katerem življenjskem obdobju si. A si v podzemlju, pa zdraviš, pa si čarovnica, pa koplješ tam noter. Družino, družinske rodove, osebne zgodbe, osebne izkušnje, travme, ABCD, kaj vse se dogaja v našem podzemlju. A to povezuješ tudi z letiti ali ne? Ne res? Ne, lahko si 20, pa si v hudem podzemlju. Okej, Ni v bistvu to povezano z zemeljskimi leti. Ne. Prav tako, če bi rekla, nekaj, v katerem letnem času si zdaj? V katerem letnem času si? A koplješ po podzemlju? Ali imaš v nebovzetje? A veš? To mi je super, ker vem, da tvoja serija bo prišla ven ravno v času Velike noči. Približno. Nekje v tistem obdobju. Sredi aprila. In spomnim se pred leti, Pišu Kapulji, da je bila spet ona.
Glejo, Marianne no, Williamson, ja, no. hello, vidiš, No, vidiš, kako nam je je znala. kovala pota, ne, ona je naša mama. Ja. Sem poslušala eno njeno predavanje o odnosih, je bilo o partnerskih odnosih. Takrat sem imela eno razmerje in sem pač to ful raziskovala. No? In dve stvari sta mi ostali iz tistega izobraževanja. Prvo je bilo, da vsako jutro, ko vstaneš, je ona rekla, te zanima, kdo si ti Ja. in kdo je ta človek, Ja. ki ga imaš tle zraven sebe. Vem, ja. Danes. Ja, Danes. ja. Brez spominov in projektov Danes. nazaj. Ja. Mislim, da to je razsvetljenje, ko to dosežeš. Absolutno, absolutno. Ja. Ne, se, Ne bomo rekli. We know that shit, we don't. We don't. Ampak dober koncept. Ja, ne, dober ja. koncept. Ja. In ta drugi del, ki mi je ostal, je bil, mi živimo znotraj družbe, ki je krščansko pogojena. Imamo ta praznik Velike noči. Velika noč, Jezus umre na križu, pika. Ampak pa se zgodi vstajenje. Vstajenje se zgodi. Ja. Mi kot družba pa poudarjamo Jezusa na križu. Ja. Naše trpljenje, meni se je zgodilo to in to v otroštvu, meni se je zgodilo to in to v 20-ih, jaz imam to in to rano, jaz imam to in to sranje, jaz imam ta. To je moj križ. Ja. Moj križ, moj križ. Ne mi vzeti mojega križa. Ne mi vzeti mojega podzemlja. Ne. Gremo v podzemlje. In zdaj, če to povežem s kultom boginje, s kultom narave, je zima, je smrt, je delo v podzemlju in potem zvončki pridejo in trobentice in iz zemlje narava požene življenje. In me tudi. Me tudi. In znotraj menstrualnega cikla imamo to vsak mesec, da gremo v podzemlje in pridemo iz podzemlja ven. Ej, veš, koliko mi je smešno. Veš, koliko mi je smešno, to podzemlje je tako, da jaz padem v eno vsakeč je isto. Tako Klemen je ful dober, me tako lepo spremlja v tej moji cikličnosti. In pol mi sam reče, ej, pa se veš, da boš imela kmalu menstruacijo ali pa kakorkoli, ne? Ampak tako res, to je tak zavk. Ja. Tako dol. Ja, ne bom preživela. Ne bom preživela, vsakič ne bom preživela, vse je narobe. Ločila se bom, ta job bom pustila, ne grejo vsi v... Vse je konc, cel svet naj se mi zruši, res. Vse moram narediti drugače. Nikjer nisem na pravem mestu. In z leti se v bistvu res učiš, če navežem, kad si na začetku rekla, da imamo toliko in toliko ciklov, da se lahko koliko 500. Vadimo! Da vadimo, to je fitness! To je naš fitness! To je naš fitness! Fitness boginj. Ja. In vadimo ta prihod v podzemlje in vadimo bolj tudi ta prihod nazaj. In vsakeč znova je vstajenje. Zelo tudi jaz tako čutim. Čeprav v tistem trenutku, če me vidiš, je lahko pač izgleda res katastrofično. Pa tudi ta del ker potujemo v življenju in se lahko zakopljemo in je podzemlje, ker je veliko za narediti. Je veliko za narediti. Jaz recimo sem zdaj 2 leti, ker sem stopila iz podzemlja ven. Drugo leto bo, ni še 2 leta pa pol je. In ko sem bila v podzemlju, se to navzven ne zgleda, da si ti v podzemlju. Ni nujno, da je videti, da si ti v podzemlju. Življenje teče, ampak ti pač delaš tam noter, kar kuhaš in kar delaš. Ampak vsaki zimi sledi pomlad, tudi če je zima dolga. Jaz sem imela 8 let. 8 let kopanja tam dol,
tam dol, da pol pride pomlad. A ne? In a ne tako rečemo, pa se je pomlad zgodila. Ja, najprej pač je tako, kaj je zdaj ta pomlad, kaj je zdaj to življenje v meni. A ne? Ampak hočem v bistvu res ta del poudariti, da sezono, ki jo imamo zdaj, če smo v podzemlju, pa mislimo, da tega ne bo konc, da je to smrt. Ne, smrti sledi vstajenje. Zimi sledi pomlad. Zimi sledi pomlad. In pomladi, poletju, jeseni, pride tudi zima spet. Ciklično. A ne, to je. Zato je ta naš cikel. Ja, Pač res blagoslovje. Ker nas uči, pač res, jaz sem, ne vem, vedno sem prav tako pogosto, krat sebe slišala reči, da v bistvu, če osvojimo to orodje, ki ga imamo znotraj svojega telesa, smo pač osvojili vse. Ole, aho. Ja. Karkoli že, yes. It's a yes. In tole bo tudi zaključek. Tudi, Aha. Zdaj smo že 1 urco in Dobro. daj sam povej mi, Suzana, Draga. a imaš karkoli še za podeliti kot message ali pa mogoče, če ti je blizu, da narediva eno tvojo krajšo prakso, če te kaj navdihne, ne vem, če bi kaj podelila tazga posebnega z nami, kjer se lahko vsi, a ne, nekaj poslušamo, pa mi dve tudi skupaj. V bistvu bi najprej to vprašala, a je ostalo kaj, kar nisva izrekli, ko si imela željo, da dava v prostor? A je bilo kakšno vprašanje? Jaz? Ja. Jaz sem ful zadovoljna. Okay. Med nama je, ampak Ja. če imajo pa mogoče gledalci, pa lahko napišejo. Pašite, Ja, bomo dali to opcijo. bomo videli, pol kaj pride. Pa bom zdaj še jaz tebe vprašala, kaj si ti mene. A si ti imela še željo kaj spregovoriti? Ne, jaz sem se veselila, zelo sem bila free, vedela Ja. sem, da v bistvu bo dovolj prostora, da je spontano in da stvari pridejo v dol, kam morajo priti dol, da je darilo, ne, da je darilo, upam, da tudi za vas, da tisto, kar jaz v bistvu tako vedno rečem, mogoče evo to za slovo. Okay, A ne. Medve so danes imele tole tkanino in sva tkali. In znotraj tega so bile stvari, ki si jih zaslišala in je bilo tako, wow, to je bilo točno zame. In mogoče so bile stvari, ki si rekla, kva pa je to za en sranje. A ne? In vedno na začetku, jaz običajno rečem, krogov naših delavnic, ko luč sije na tistega, ki vodi, ki je govorec, zgleda, kot da je ta človek neko razsvetljeno bitje, ki ima vso moč in vso pamet tega sveta. Hvala, da si to poudarila. In tudi v družbi, v kateri živimo, polno je gurujev, polno je v nebovzetih mojstrov, ki hodijo po zemlji, večinoma moškega spola. Skozi religijo smo tudi postavili, da moramo nekoga drugega gledati za vedenje, za znanje, za pamet o meni, o mojem telesu, o mojem čustvovanju, o meni. O mojem telesu, o mojem čustvovanju, o meni. Okay? Ne. Mi smo avtoriteta sebe. In ko se usedem okrog, ko poslušam nekoga, na katerem je trenutno spotlight in zgleda razsvetljen in da ve stvari, poslušam, kaj me je nagovoril, kaj lahko glede na to, kje stojim v svojem življenju, vzamem, da je darilo zame, kje sem lahko radovedna, mogoče ne zdajle, ampak mogoče down the road mi bo tole prav prišlo, pa se bom vrnila, pa poslušala še enkrat. In kje lahko rečem, to ni zame. Ja. Hvala, namaste, bitches. A ne? In grem naprej. A ne? Pač so stvari, ki so kompost. Ja. Ni vse Ja, zame. ja. Lahko je, a razumeš,
Čisti kaviar, ampak a si jedla kdaj kaviar? Ogabno! A ne? In tako je tudi to, nekaj je pač njam, vzemimo, nekaj je, ok, I'm gonna be curious, in nekaj je pač, to ta kaviar pa ne rabam, hvala. To. Preden se razbežimo, dajmo še malo postati z vsem tem, kar se je aktiviralo v nas in kar je lepo zaključila Suzana in se absolutno čist z vsem strinjam, kar si rekla zdaj na koncu. Ja. Kaj je za mene živo, ne? In kaj za mene ni živo, to je ful dobro se vprašati. Ja. Tako da, hvala lepa za posluh. Mi bomo zdaj preverili, glede na to, da mi je Suzana omenila, da so neki retrogradni Merkurji, če se je tole posneli. Tako da še to imamo še eno. Naredila sem vse. Ja, we did by our best. Tako da hvala ti, ker sva ful mi je bilo lepo. Tako mi je bilo sproščeno in domače in res tista majhna punčka, ki je tam le prežigala. Je kar zvodenila. Ja. Thanks. Super, hvala za povabilo in za tkanje. In pište, da slišimo, kaj zveni, kaj vas je nagovoril, kaj živo, kaj pravi žival, kaj pravi boginja. Super. Ole.